Nismo v vojni, kot misli Janez Janša, nismo leta 90, čeprav je včeraj rekel, da sprejemamo proračune za leto 1991, ampak smo leta 2020, kjer se soočamo z družbeno in ekonomsko in zdravstveno krizo, kar pomeni, da moramo investirati v zdravje, v socialno varnost in v obnovo družbenih odnosov, da bomo to krizo preživeli. Zato poudarjamo, da nam vlada 780 milijonov evrov za orožje odreka investicije v številne stvari, ki bi jih krvavo potrebovali v teh trenutkih. Investicije v zdravstvo, investicije v domove za starejše, investicije v stanovanja, vse to je v proračunu ta teden izostalo, ker je vlada izbrala jasno prioriteto, to je 780 milijonov zapravljenih milijonov za orožje. Mi smo vlado že takrat pozvali, ko je začela govoriti o tem zakonu, naj gredo na posvetovalni referendum po mandat ljudstva. Ker vedo, da je slovenska javnost 3/4 proti temu, v časih krize pa še toliko bolj, so to pobudo zavrnili. In Matej Tonin, obrambni minister, nam je takrat Levici odgovarjal, ko smo začeli omenjati referendum, nas je izzval, naj pač zberemo 40 tisoč podpisov. Zdaj je situacija drugačna. Danes smo zakonodajni referendum napovedali in ga napovedujem tudi tokrat še enkrat javno. Matej Tonin pa se bo očitno poskušal skriti za pravnimi mnenji in na ustavnem sodišču doseči, da bi bil referendum nedopusten. A kot rečeno, popolnoma nesprejemljivo je in čas ne bi moral biti slabše izbran za zapravljanje denarja za 780 milijonov evrov orožja, zato bomo proti temu šli na referendum, podpise 2500 podpisov za zahtevo za sklic zakonodajnega referenduma pa začnemo zbirati jutri.